Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Z nami je že prvo četrtletje leta 2022 in naslednje pol ure si bomo pogledali, kaj nam je leto prineslo na borzi. Dobrodošli torej na današnjem webinarju. Moje ime je Karmen Pogorevc in v imenu Ljubljanske borze bom danes vodila ta online dogodek. Kot ponovadi pa najprej pravno obvestilo. Webinar je izključno informativne narave. Na njem boste sodelovala finančna strokovnjaka, ki bosta izrazila svoja osebna mnenja in spoznanja. Vsebina webinarja ali katerikoli del njega ne predstavlja naložbenih priporočil, naložbenega svetovanja ali nagovarjanja k investiranju. Webinar se snema, posnetek pa bo kasneje na voljo na YouTube kanalu Ljubljanske borze. Občinstvo vabim, da postavlja vprašanja v Q&A del. Kmalu se mi bosta pridružila tudi današnja gosta, a najprej si poglejmo kratek pregled, kakšno je bilo poslovanje na Ljubljanski borzi v prvem četrtletju letošnjega leta v številkah. Vrednost tržne kapitalizacije delnic se je glede na konec leta 2021 znižala za 7,4% in je konec marca 2022 znašala 8.812 milijonov evrov. Navedeno znižanje je predvsem posledica padca tečajev delnic. Celotni promet na Ljubljanski borzi je v prvem kvartalu 2022 znašal 163,3 milijonov evrov, promet brez svežnjev pa 152,6 milijonov evrov, kar znaša kar za 80,4% več celotnega prometa brez svežnjev v primerjavi s prvim kvartalom lanskega leta. Tako povišanje prometa je predvsem posledica negotovosti, vezane na rusko-ukrajinsko krizo. Povprečni dnevni promet je znašal 2,6 milijona evrov, v letu 2021 pa 1,5 milijona evra. Povprečno število poslov na dan je naraslo na kar 267. V letu 2021 je bilo dnevno povprečje 130 poslov. Tudi v prvem četrtletju 2022 so bile najprometnejše delnice Krke iz prve kotacije. Z njimi je bilo ustvarjenega 47,6% prometa vseh delnic borze. Drugo mesto glede na dosežen promet so z 21,1% deležem zasedle delnice NLB, tretje pa z 10,3% deležem delnice Petrola. Zmagovalce in poražence smo tudi tokrat iskali samo med delnicami, s katerimi je bilo sklenjenih za več kot 100.000 evrov poslov. V prvem četrtletju so največ vrednosti pridobile delnice Datalab. Sledijo delnice Equinox, zavarovalnice Triglav, Cinkarne Celje in Petrola. Na drugi strani pa so največ vrednosti v prvem četrtletju izgubile delnice Krke in sicer 18,6%. Sledijo delnice NLB, Melamina, Uniorja in Salusa. Poglejmo si sedaj še gibanje slovenskih indeksov napram ostalim v regiji. Zaradi negotovosti in tveganj, vezanih na ruske napade na Ukrajino, so bili borzni indeksi v februarju in marcu nadpovprečno volatilni. V prvem kvartalu 2022 sta indeksa SBI Top in SBI Total Return izgubila približno 4% vrednosti. Najnižjo vrednost v tem obdobju sta indeksa dosegla na dan žena 8. marca 2022, tako kot tudi skoraj vsi ostali indeksi v regiji. Preglejmo še gibanje tečajev delnic v prvi kotaciji. Pri delnicah iz sektorja finančnih in zavarovalniških dejavnosti so bili ustvarjeni naslednji premiki tečajev. NLB minus 8,1%, pozavarovalnica Sava plus 3,6%, zavarovalnica Triglav plus 9,8%. Pri delnicah iz sektorjev predelovalnih dejavnosti in trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil so bili ustvarjeni naslednji premiki tečajev. Cinkarna Celje plus 7,3%, Petrol plus 6,7%, Krka minus 18,6% in Mercator minus 4,4%. Pri delnicah iz sektorjev informacijske in komunikacijske dejavnosti in promet in skladiščenje pa so bili premiki tečajev sledeči. Telekom Slovenije plus 2,8%, Intereuropa minus 8,9%, Luka Koper pa je zaključila na enakem nivoju, kot je začela leto. Sedaj je pa skrajni čas, da se nam pridružita današnja gosta, ki bosta pokomentirala dejavnost oziroma tole našo prezentacijo. Lepo vabim, da se mi pridružita Aleš Loker, vodja upravljanja delniških naložb pri Generali Investments in pa magister Urban Belič, član uprave Ilirike, borzno-posredniške hiše.
Lep pozdrav. Aleš Urban, dobrodošla. Lep pozdrav. Hvala za vabilo. Tako je, ja. Tudi z moje strani. Naj vaju torej najprej prosim za komentar teh videnih številk. Urban, bi začel kar ti. Kakšen je tvoj komentar? Jaz bi lahko rekel, da pri nas, če gledam na borzno posredovanje, se je zelo povečalo mi likvidnost, skratka promet. Pri nas dejstvo je, če pogledamo grafe, vidimo, da panika ni dobra, ne? Da če pogledamo zdaj takoj, če so tisti, ki so prodali delnice takoj ob napadu, so verjetno zdaj na slabšem, kakor bi bili, če bi to ne bi zdaj naredili. Pa druga stvar je tudi to, da če se pogleda pod padcemi tečajev, so največ padla zdaj podjetja, to je Krka in pa NLB, ki imata po drugi strani tudi največ tujih lastnikov. Če že rečemo, da Krka je upravičeno, kar je pač približno 35% prihodkov mi naredi v Ukrajini, je to nekako logično, medtem ko za NLB pa, da je imela tako visoke padec, pa zdaj tečaje v tem obdobju, v tem prvem zdaj kvartalu, pa mislim, da ni najbolj logično in jaz upam, da se bo tudi ta tečaj v prihodnosti še popravil. Aleš, prosim, še za tvoj pogled. Ja, meni se zdi, da je pač Ljubljanska borza odreagirala podobno, kot so v tujini. Prvo je bil strah, potem so pa malo številke prišle na mizo, pa malo se je ocenilo, kako je stanje. Pa so se vlagatelji opogumili pri določenih papirjih, ki so se pokazale priložnosti. Dejstvo je, da tudi Ljubljanska borza kot del te srednje evropske regije, ki je v percepciji globalnih vlagateljev nekako povezana, bomo rekli, z Rusijo, oziroma z nestabilnostjo v celi tej regiji srednje-vzhodne Evrope. Smo videli, da so se zahodni vlagatelji, tudi ameriški, so se umikali, in to je bil tisti inicialni padec, ker so pač po ameriški logiki shoot first ask questions later, ta prvo prodaj in potem preštej kako in kaj. So se pa kasneje regionalni vlagatelji, pa tudi čisto lokalni slovenski opogumali, tako da je borza ukrevala in tudi te premiki so nekako logični. Krka, po moji oceni, tudi v bistvu največja žrtev, jasno tudi najbolj izpostavljena ruskemu trgu, tako da nič nepričakovanega. Jaz bi tukaj zdaj še neko stvar rekel, verjetno, da je tudi največji padec pri Krki bila posledica tega, da smo kar dolgo časa zdaj čakali na kakršnokoli objavo strani podjetja, kaj se zdaj dogaja v Rusiji, ali zadeva funkcionira oziroma ali delajo. Tako da potem, ko je prišla objava, da je poslovanje v Rusiji dela v skladu z pričakovanji in tudi to, da bodo imeli v Rusiji približno podobne prihodke, kakor v lanskem prvem kvartalu, je pomirilo vlagatelje in investitore in so verjetno tudi zato dvignili zdaj ta tečaj iz takrat, ko je bil padec, mislim, da do 80, zdaj na te nivoje, ki je trenutno na 97. Tako da v bistvu je bila res ta panika prehitra, pa tudi jaz mislim, če bi vlagatelji majhen tudi pregledali vse te številke, to so bili res taki skrajni primeri, da bi jim verjetno zaprli zdaj tovarno v Rusiji in da bi bilo dejansko tudi do neskončnosti, skratka, da ruskega trga načeloma ne bi bilo več. Tako da so bili res v bistvu upadi, delnice Krke so bili res po moji oceni seveda pretirani. Torej, če smo ravno pri Krki, na kaj je potrebno biti pozoren kot vlagatelj pri poslovanju tega farmacevta? Ker Urban lahko nadaljuješ, pa ja, lahko, jaz v bistvu bom tako rekel. Ena stvar, ki smo zdaj dobili v tem poročilu, je to, da bojo bili prihodki približno isti, kakor so bili v lanskem prvem zdaj kvartalu. To pomeni, da dejansko bodo prodajali toliko, kolikor so pričakovali, vendar po drugi strani seveda bojo pa verjetno težave zdaj ratale v tem, kdaj bo ta roba tudi plačena, kako bo za terjatvami, kako bo za rubli, kako bo za tečaj rubla. Je pa nekaj treba povedati, da zdaj v zadnjem obdobju je rubelj spet prišel na nivoje skoraj predvojno, tako da v bistvu nekih tečajnih zdaj razlik ne. Skratka, tukaj bo predvsem bilo potrebno biti pozoren na terjatve in pa zapadlost teh terjatvev in po možnosti kakšnih odpisov, ne vem kakorkoli, ker na prihodkovni strani seveda bodo bili prihodki, samo seveda bodo bili v lokalni valuti. Zdaj pri zaostrovanju razmer, jaz sem načelno mnenja, da tukaj ne bo prišlo do kakršnekoli nacionalizacije, če hočemo, ali zaprte tovarne, kakorkoli, ker mislim, da farmacevtski sektor je zadnji sektor nekako v verigi, kjer bi šlo do nekih velikih sankcij in to mi tudi ni logično.
Je pa tu treba tukaj še nekaj vedeti, sej mislim, da vsi vemo, da ima Krka tudi podjetje na Kitajskem, in po vsej verjetnosti tudi to ni prvi slučaj Krke, da so se znašli v taki situaciji. Sej mislim, da je bilo leta 1998 je bila tudi bankrot v Rusiji, in kot vemo, da kot je se izkazalo, da je Krka vsakič prišla samo še močnejša na tem trgu, tako da jaz priznam, da razen velikega zaostrovanja vojne ne vidim nekih zelo velikih negativnih posledic pri poslovanju Krke. Aleš, ti mislim, da tudi spremljaš to podjetje in da jo Ja, imaš jaz v sem- portfelju. Imamo v portfelju, ja. Jaz sem večkrat bolj previden pri tej, predvsem zato, ker ni jasen, kako se bo razvijala vojna, Očitno je pred nami, vsaj na vzhodu Ukrajine, se bo zadeva bolj zaostrila. In v luči tega tudi vidimo, da se sankcije zaostrujejo. Vedno bolj se govori o nafti in o plinu. Drži, se strinjam z Urbanom, zdravila, so v bistvu vedno nekje na koncu oziroma pogosto niso pod sankcijami, ampak vseeno je problem predvsem na tej relaciji med slovensko družbo, se pravi mamo, pa med hčerinsko družbo. Se pravi, kako se bodo, mene ne skrbi toliko, da ne bi bile te terjatve recimo plačane ruski družbi, ampak kako bo to potekalo med rusko družbo pa med slovensko, glede na to, da se bančni kanali, bančne poti, v končni čisto fizične, logistične poti vedno bolj zapirajo, recimo tudi v tem zadnjem krogu je v bistvu so omejitve glede transporta, se pravi ruski, beloruski tovornjaki v bistvu ne smejo več na evropske ceste, sicer verjetno tam je napisano, so določene izjeme, ampak vse to bo otežilo logistiko, tako naprej, poviša stroške. Tako da tukaj, ja, mogoče je Krka nekoliko pozno komuniciralo, jasno pa mi je tudi, da veliko stvari ne vejo, tako da iz vsega tega smo nekako bolj previdni, ampak se mi zdi, da cena delnice to nekako tudi odraža, da je večina vlagateljev bolj previdna in tukaj se je zdaj vzpostavil nek ravnotežni nivo, da bi se primaknila nazaj proti tam, kjer je bila, mislim, bo potrebna res, da se situacija izkristalizira, pa verjetno, da se doseže neko premirje v Ukrajini, vsaj začasno. Na dolgi rok pa mislim, da ja, da Krka je v bistvu dobro podjetje in da bodo lahko zvozili. Ja, ker jaz moram reči še to, če se sam še vklopam, da v bistvu danes smo dobili objavo za dividendo, mene so pred kratkim spraševali, ali bo dividenda bo kaj padla, misliš, da bo manjša. Jaz sem bil mnenja, da ne, in jaz moram reči, da so me danes pozitivno presenetili z zvišanjem, kar mislim, da ne vem, če jih je ravno veliko zdaj pričakovalo tako. Zdaj verjetno, da na ta način tudi želijo zdaj pokazati, da je situacija načeloma dokaj stabilna. Sigurno vesela novica, bom rekla, za vlagatelje, oziroma mogoče, da se malo tudi pomiri. Ko smo že omenili dividende, Aleš, definitivno zdaj prihaja obdobje napovedi dividend borznih podjetij, nekatere so jih že, nekaterih še bodo. To so vedno zelo zanimive teme za naše vlagatelje. Torej, ali so trenutna pričakovanja glede dividend oziroma že objavljene napovedi v skladu z izplačili iz prejšnjih let? Ali se še kje druge pričakuje drugačna dividendna politika? Tale pri Krki definitivno, da je najbrž bila veliko pozitivno presenečenje. Mislim, saj sama dividendna politika se ne spreminja toliko, dividenda naraščajo v skladu z boljšim poslovanjem, tako da tudi letos lahko pričakujemo v povprečju boljša izplačila. In tudi, bom rekel, cela ta rusko-ukrajinska vojna in pa seveda vse, kar se dogaja v svetovni in evropski ekonomiji, kot je inflacija, če bodo vplivi, bodo to šele v izplačilih za 2023. Tako da jaz 2022, se pravi letos, ne pričakujem nekih bistvenih sprememb odstopanj od same politike, kar pomeni, kot sem rekel, na koncu više dividende zaradi boljših rezultatov. Kar pa osebno pogrešam je mogoče, da bi bila slovenska podjetja majčkeno bolj aktivna tudi pri nakupih lastnih delnic, v tujini, na zahodu je to pomemben del neke vrednosti, ki se ustvarjajo za vlagatelja, in tukaj bi se želel, da bi bila slovenska podjetja malo bolj aktivna. Ok.
Pa imamo še en problem zdaj tukaj, so tudi visoke cene nafte, ki pa nam vplivajo predvsem na dobičkonosnost petrola. Urban, kaj pomeni to dejstvo, da vlada zopet uravnava cene energentov za petrol? Ja, ima še zdaj dobiček, sigurno v končni fazi. Ker zdaj do te odredbe je lahko petrol sam uravnaval svoje cene na črpalkah, zdaj seveda ta cena je regulirana. Zdaj tukaj se postavlja vprašanje, po kakšnih cenah imajo nakupno ceno nafte in pa goriva. Zdaj tako, jaz upam, da ta ukrep bo kratko trajen, recimo za kakšen kvartal, ne vem, kako bo zdaj ta dogovor bil. Vprašanje tukaj, to je tudi verjetno tudi majhen pred volitvami ukrep vlade in pa pač posledica posnemanj v tujini. Tako da sigurno ta stvar ne bo pozitivno vplivala na dobičkonosnost petrola, je pa treba povedati, da tudi če se Urban, ne slišimo te. Ukrajinske krize. Seveda je občutna rast EBITDA, občutna rast čistega dobička, je pa tukaj treba upoštevati, da je upoštevan verjetno še Prodox pri tem prevzem. Kratka, to je bil prevzem, ki je bil upravljen v lanskem letu in v lanskem letu tudi seveda teh njihovih EBIT in pa čistega dobička ni bilo zraven. Tako da sigurno do sprostitve spet cen bo to vplivalo na dobičkonosnost samega petrola, ker seveda vsak cent, ki je višja cena na črpalki, je seveda takoj direktno cent višji v bilanci uspeha. In pa seveda še druga stvar, če bodo šle cene nafte zelo gor, v tem primeru seveda se bodo tudi to se zmanjšala potrošnja in to seveda tudi prihodkovni strani po prihodku bo zmanjšanje prihodka. Pa upajmo, smo videli, cena nafte je bila mislim, da pred tednom dni, 14 dnevi še 120, potem so sprostili rezervo v Ameriki in je takoj cena padla za 20%. Tako da verjetno podobno bo tudi v Evropi, mislim, ne vem, bomo videli. Samo skratka, te cene, zdaj vprašanje je, kakšne so realne cene. Volatilnost je vsekakor visoka. Drži. Tako je, tako da v bistvu, jaz bi samo še tukaj nekaj rekel v zvezi z dividendami. Dividende bodo letošnje leto zelo visoke, dividendna donosnost je visoka, mislim, da pri nekaterih podjetjih celo previsoka. Včasih smo rekli, da če podjetje ne vejo, kaj če narediti za denarjem, pač izplačujejo visokimi dividende, kar je seveda za investitorja ok, po drugi strani pa to mogoče tudi vidim neko pomanjkanje investicijskih priložnosti, investicijskih idej v prihodnosti. Ker, na primer, če imamo dividendo pri petrolu po 30, to se meni osebno zdi zelo visoka dividenda. Tudi, na primer, zdaj pri zavarovalnici Triglav, ki je 3,7, to je visoka. Je pa res, da pri zavarovalnicah je treba upoštevati, da ni bilo izplačila dividend v prejšnjih letih. Tako v enem letu zaradi AZN-ja, ker so jim zaradi COVID krize so jim to zadevo nekako vljudno rekli, da naj ne izplačujejo, pa potem so se držali priporočila. Priporočila, drži. Aleš, že pred vojno v Ukrajini smo bili priča pomanjkanju določenih surovin, materialov. Kako se je to na splošno odrazilo na delniških trgih oziroma se bo še naprej po tvojem mnenju v nadaljevanju leta? Ja, mislim, cele te bomo rekli težave, pa ne samo pri pomanjkanju določenih surovin, ampak tudi recimo v logističnih nabavnih verigah, tako dalje, so pripeljale do tega, da smo že v začetku leta videli zelo različno gibanje po posameznih segmentih trga, gledano ali regionalno ali pa znotraj neke panožne strukture. Tako so recimo materiali pa energija so imeli odlične rezultate, nekateri drugi recimo staplesi oziroma ozka potrošnja so bili pa pod pritiskom. In ukrajinska vojna je to v bistvu samo še ukrepila. Tako da očitno nas te težave v logističnih verigah pa pri dobavi nekaterih delov, ko zaradi enega čipa ali pa zaradi nekega tesnila matice stoji na tisoče avtomobilov potem pri nemških proizvajalcih, to nas čaka celo letošnje leto. Tako da težko bi to posplošili na cel trg, predvsem bo
to pripelje do tega, da so potem kar velikanski razkoraki med rezultati oziroma donosi v posameznih panogah, pa tudi znotraj panog. Čisto odvisno, koliko so bila v preteklosti v bistvu nekako sposobna podjetja, da si zagotovijo nekatere vire in tako dalje. Recimo to lahko vidimo med avtomobilisti, je super primer, to lahko Tesla v primerjavi recimo z nemškimi avtomobilisti. Tako, pri nemških avtomobilistih stalno poslušamo o pomanjkanju, vidimo pa, da vsakič, ko se pojavi določena težava, zdaj nazadnje recimo pri niklu za baterije, se pojavi potem novica, da Tesla si je pa že to strateško nekako zagotovila. Tako da očitno se da, ampak pri določenih podjetjih mogoče malo pomanjkanje nekega vizionarstva, nekega dolgoročnega strateškega pogleda, kar na koncu pripelje tudi do velike razlike v tem, kako so ta podjetja vrednotena na trgih. In to spet vidimo, kje so vrednotena recimo nemška, kot je Volkswagen, ali pa kje je Tesla. Zelo zanimiv argument. Če gremo zdaj malo še na tele naše makroekonomske razmere in inflacijo. Urban, centralne banke se bodo držale napovedanih dvigov obrestnih mer. Kaj misliš, kakšna bo dinamika zaostrovanja? Jaz mislim, da se bojo prilagajale celotnim razmeram na trgih. Mislim, da bojo videli, kakšne bodo cene surovin in kakšne bodo cene, maloprodajne cene. Sigurno jaz pričakujem z naslednjem zasedanju Feda, ki mislim, da je v začetku maja, bo 0,5% rast, misliš dvig obrestne mere. V Evropi seveda teh dvigov jaz v letošnjem letu ne pričakujem, tudi zaradi ukrajinske krize, ker Evropa bo nažalost spet plačala največjo ceno preko beguncev, preko zvišanja stroškov, preko dobav plinov, zvišanja cene elektrike in tako naprej. Tako da seveda obdobje nizkih obrestnih oziroma negativnih obrestnih mer, jaz mislim, da je vsaj v Ameriki zdaj končano za nekaj časa. Vprašanje se postavlja spet tudi meni, pa še komu drugemu, kako je ta inflacija? Je ta inflacija dolgoročna ali kratkoročna? Jaz mislim, da bi pričakoval, da ne bo čisto kratkoročno, temveč da bomo bili v tem obdobju kar nekaj časa. Je pa res, da vprašanje, koliko časa. Tako da pričakujem zaostritev monetarnih politik v nekem obdobju, če ne v Evropi, pa v naslednjem letu. Tako samo tako je zdaj moje mnenje. Treba je pa vedeti, da tudi FED je politična ustanova, ki po vsej verjetnosti najprej še povpraša market, kaj bi zdaj želeli dobiti. Tako da smo imeli na zadnje bilo veliko presenečenje, saj za mene, ko je Pavel rekel, da bodo verjetno dvignili naslednjič za 0,5, in potem takoj naslednji dan, pa mislim, da še celo isti dan so borze zrasle za 2%, in to še posebej mi tehnološki indeks Nasdaq. Tako da so neke stvari, ki so tako, moram reči, da treba budno spremljati dogajanje in odločitve Feda, ker Fed ima trenutno škarje in platno v svojih rokah, tudi pri gibanju finančnih trgov, pa delnic in tako naprej. Za evropske varčevalce torej ne napoveduješ, da bo letos že tudi ja, v Evropi je težava tudi v recesiji, ker dejansko zdaj prihajamo v obdobje prvih objav rezultatov za prvi kvartal, najprej bo v Ameriki S&P 500 podjetja, potem v Evropi. Jaz nisem tako optimističen za ta kvartal, kakor sem bil recimo za tretji ali pa četrti kvartal v lanskem letu. Tukaj bodo seveda podjetja najprej povedali, kako so poslovali v prvem kvartalu in potem seveda tudi napovedi. Zdaj, glede na to, kar mi to spremljamo, bojo verjetno napovedi zelo previdne, predvsem zaradi stroškov in pa zaradi dobav. In seveda to zna potem tudi imeti vpliv na borzne tečaje. Potem imamo pa tukaj še FED, ki bo verjetno dvignil obrestno mero, tako da kombinacija obojega. Tako nekako, ja. Drži. Aleš, torej ta visoka inflacija, ali je zdaj kratkoročna, srednjeročna, bomo videli, ampak trenutno je to nova realnost. Ali opažate dodatne prilive, na primer sklade retail investitorjev, ki želijo ohraniti kupno moč svojega denarja? Težko bi rekel, da so neki veliki prilivi, v sklade, kar smo opazili to, da recimo tudi zaradi same vojne v bistvu ni bilo nobenega odliva, nobene panike,
Se pravi, vlagatelji, tisti, ki so aktivni na trgu, se nekako zavedajo, pač, da je nekaj treba narediti, zato da se ohranijo prihranki, da inflacija, ki po naši oceni se lahko približa v Evropi tudi 10%, kar pomeni, da teh cirka 25 milijard prihrankov, ki jih imamo na bankah, 2,5 milijarde bo letos puf, da je treba nekaj narediti, tako da mali vlagatelji pač nekako zlagoma povečujejo svoje sredstva v skladih. Ampak največji problem je, jaz bi rekel, tistih 80-90% varčevalcev, ki niso izpostavljeni delniškemu trgu oziroma ničemer drugemu, razen pač temu, da imajo prihranke na banki. In to je v bistvu ta tragika enega poplečega slovenskega varčevalca, ki je nekako super varčevalca, ker po stopnjah varčevanja smo Slovenci zmeram na samem vrhu, tako v Evropi, ampak žal s temi prihranki nič ne znamo narediti pametnega. Se pravi, večinoma ležijo na bankah in doslej je še nekako šlo, smo ohranjali to kupno moč, zdaj bo pa inflacija očitno na hiter kar en velik del pojedla. In to so ogromne številke, ogromne cifre in se pravim, žal se vsi trudimo, da bi tukaj se zgodil nek premik, ampak se vse skupaj dogaja zelo počasi. Ja, sigurno tematika, s katerim se cel kapitalski slovenski trg ukvarja, najbrž potrebno tudi kakšno širšo soglasje. A lahko sam še nekaj se vprašujem, besedo, pa ker nam že zmanjkuje časa, jaz si mislim tam najgor. V bistvu bi tukaj samo še pohvalil, pa moram enkrat pohvaliti politike, kako se že reče, čeprav redko kdaj, v bistvu spremembe zakonodaje, tako da dejansko se je državnska brez davka se je spustila meja iz 20 na 15 let. Mislim, da je bilo to malo tudi objavljeno v medijih in seveda tudi davčne stopnje so se potem prilagodile temu zmanjšanju let, kar jaz moram reči, da to je vsaj neka stvar, ki lahko rečemo, da je pozitivno bila sprejeta. Moram pa priznati, da je bil ta zakon kar lepo sprejet v kompletu z dvigom plač, tako da vprašanje, če bi bil sprejet samostojno. Jaz samo upam, da ni to kratkoročne narave, glede na proračunske primanjkljaje, ki jih imamo v zadnjih letih, pa ki jih bomo očitno imeli tudi še v naslednjih 2-3, glede na vse zaveze, ki jih dajemo, se pravim, ampak naj traja. Ja, tako je res, ja. Oba sta že omenila sedaj volitve. Aleš, v ZDA je zelo znan ta pozitivni vpliv na delniške trge v letu volitev. Vidva sta oba prisotna na borznih tržgih sigurno že 2 desetletji. Ali svojih izkušenj opažaš kakšen vpliv tudi v Sloveniji na tak pozitiven vpliv na borzni trg? Zelo majhen. Ne morem reči, da bi se dali iz tega izluščati kakšno blazno vzporednico. Mislim, da je bilo samo enkrat, ko je bilo to malo bolj izrazito. To je bilo takrat, če se ne motim, nekje med 2013-2014. Takrat enkrat, ko je bila ta debata o privatizaciji, ko smo bili prisiljeni. Tako da mislim, da je bil takrat malo bolj, ampak drugače pa neke velike vzročne povezave med favoriti, bomo rekli, ki jih kaže anketo, pa med samim dogajanjem na trgu zaenkrat ni opaziti. Ta razlika v tujini je dosti bolj izrazita. Urban, v vsakem obdobju kriz imamo tudi priložnosti za poceni nakupe, kar si že prej omenil tudi pri enih pacih. Zdaj nekateri investitorji to iščejo tudi pri ruskih naložbah, zdaj so praktično nič vredne, se z njimi ne da trgovati. A bi pa bile tu kakšne priložnosti za neke visoke donose oziroma kot neka loterijska srečka? Jaz bom to tukaj tako rekel, bom samo naredil na primeru, ko je Evropa dala sankcije proti Rusiji, to je bilo v ponedeljek, mislim, da 3 tedne zdaj nazaj, nekaj takšnega. V bistvu smo takoj dobili od naših lokalnih brokerjev obvestilo, da je nemogoče trgovati z delnicami, ki imajo kakršnokoli povezavo z Rusijo. To pomeni tudi ETF skladi, delnice, obveznice, vse. Skratka, ti imaš
v petek premoženje, ki je vredno, ne vem, 100 enot, potem imaš v ponedeljek premoženje, ki je vredno 0 enot, ki ga dejansko ne moreš prodati. Ne vem, če bo to trajalo, verjetno bomo videli, zdaj koliko časa bo to trajalo, samo v danem trenutku imam jaz ob sebi, imam v lastništvu nevreden papir, ne. In zdaj, če je tukaj, mislim, da je Loto, skoraj ne vem, če ima, ne morem reči, da je večja zdaj verjetnost, ker to ni. Samo vse, zelo tvegana zadeva, zelo visoko špekulativni nakupi, zdaj tudi ne vem, ali se je ruska borza že odprla, mislim, da so samo za določene obveznice, ne vem, to še ne vem, tako da dejansko je to zelo špekulativni nakup, v katerem seveda se tudi stranka, ki to želi narediti, lahko pričakuje tudi 100% izgubo. Lahko se pa zgodi tudi kaj drugega, tako da ne morem zdaj reči. Kakorkoli, samo to je bilo res tudi za nas je bilo presenetljivo, ker v tistih izjavah o sankcijah nismo zaznali, da bi bilo tudi prepovedano za trgovanje z ruskimi deviznimi papirji. In stranke, moram reči, da so bile vsaj naše stranke, ki so na borzi posredovanja, so bile zelo negativno presenečene, vendar pač tako. Ne, tukaj jaz vskočam, mislim, na ruski borzi se seveda zdaj tudi trguje z delnicami, z določenimi omejitvami. Se pravi, tujci iz Rusiji, temu rečemo neprijateljskih držav, delnic ne smejo prodajati, kupijo jih lahko prodajati, jih ne smejo. S tem, da v bistvu za vse državljane, ki so izvedle sankcije proti Rusiji, se pravi Evropska unija in tako naprej, mi, če govorimo o slovenskih vlagateljih, tega niti ne smeš narediti. Se pravi, ne smeš v Rusiji odprt računa, ker s tem kršiš sankcije. Tako da kršitev sankcije so kar resna zadeva. Jaz se s tem ne bi igral, ker so tudi potem sankcije za kršitelje sankcij so zelo, zelo ostre. Tako da tukaj težko bi definiral ruske delnice kot loterijska srečka, ker enostavno tega niti ne smeš izvesti, niti v bistvu ni mogoče, razen da fizično odideš v Rusijo, pa odpreš račun. Zdaj, kako bi se pa to končali tam, pa mi ni jasno. Niti denarja ne moraš prenesti, ker v bistvu te tokovi nekako niti ne tečejo. Mogoče v kufru, ampak to so potem že neke druge zgodbe, v katere niti ne želimo iti. Ki jih bomo rajš pustili ob strani, točno. V bistvu zdaj vprašanje je bilo čisto okej, v bistvu imamo mi tukaj kar veliko stran, ki želijo prodati te delnice, in zdaj vprašanje, se nekdo dobi tukaj v Sloveniji, se ti načeloma lahko kupiš, vse vemo kako, samo vprašanje, če to dejansko zdaj... Sam jih ne moreš preknjižati, Ne, ja, seveda ne. Te delnice so so potem, tako kot so bili takrat v 90-ih letih certifikati, ki si načeloma jih lahko 10-krat prodal, nekateri so tudi to se naredili, pa zmagal je tisti, ki je ta prvi preknjižil. Tako, v KDD-ju, Ja. Tako da se bo pa... Pardon, se upravičujem, mogoče še dodaten podatek. Tisti, ki imajo še danes ruske delnice, se pravi, ki so imeli te GDR-e, ki so kotirali v Londonu ali pa v Ameriki, Ruska duma je sprejela zakon, te delnice grejo v delisting, se pravi, ne bodo več kotirale na teh borzah in se bodo to mora biti v 10 dneh izvedeno in bodo zdaj kotirale na ruski, na moskovski borzi. Zdaj, kako bodo to skrbniki izvedeli, to je pa še veliko vprašanje. Tako da tukaj je veliko čejev, veliko neznank. Zelo problematično. Da se malo oddaljimo od Rusije, čeprav najbrž bo tudi v prihodnosti botrovala dogajanju na trgu. Kako vidite dogajanje v naslednjem četrtletju, Aleš? Ja, Urban je že omenil earningse, se pravi rezultate podjetij, ki se bodo zdaj zelo malo začeli prvo za Ameriko, potem za Evropo. Jaz prvi kvartal sicer ne pričakujem, da bo slab, sam fokus bo predvsem na tem, kaj bodo podjetja napovedala za naslednje kvartale. In tukaj se strinjam, previdnost bo velika. Pričakujem osebno tudi v bistvu znižanje nekaterih napovedi, tako da določena podjetja lahko razočarajo. Trg bo seveda po moje gledal se pravi globalni trg bo gledal te velika multinacionalna podjetja, kjer na srečo ne pričakujemo tako slabih zadev, se pravi, to so predvsem recimo ameriške IT multinacionalke.
Pa druga pomembna komponenta je pa seveda, kaj bodo centralne banke počele, to je pa v povezavi z inflacijo. Jaz mislim, da bo inflacija presegala neke te pričakovanja, napovedi vsaj še naslednja 2 kvartala in posledično lahko vsaj strani Feda pričakujemo bolj ostro reagiranje. Jaz osebno menim, da je več kot 50% verjetnost, da tudi v Evropi vidimo vsaj en dvig do konca leta. Je pa na ECB-ju ECB bo pod enormnim pritiskom, vidimo, da se v Nemčiji že ustvarja določen, zaradi visoke inflacije, nezadovoljstva, tako da na drugi strani te bolj južne države ne bi rade videle dvigov obrestnih mer, tako da trenutno so še vsi zelo zaposleni z Ukrajino in pomočjo, vojaško je takšno in drugačno, ampak mislim, da se bo to v 2-3 mesecih majčkeno umirilo in da se bodo tudi začeli ukvarjati v končni fazi z upočasnjevanjem gospodarske rasti v Evropi na eni strani, na drugi strani z visoko inflacijo, se pravi to strašno besedo stagflacija, in v luči vsega tega bodo delniški tečaji težko šli bistveno više po moji oceni, tako da na drugi strani pa veliko likvidnosti, ogromen likvidnosti, ki je še zmeraj na strani, ki je bila ustvarjena predvsem v koroni, pa določeni programi še zdaj tečejo, recimo to za zeleno energijo in tako naprej, pa dajejo vse neko podporo, tako da jaz vidim bolj nek pas, v katerem se bo trgovalo. Ta pas je pa po moji z teh nivojev širokenih 20, mogoče 25%, tako da lahko imamo kakšne take korekcije, ki smo jih že videli, pa se potem spet zopet hitro odbije. Torej, treba iskati priložnosti. Definitivno. Urban, pa še tvoj pogled v kristalno kroglo. Ja, fajn bi bilo, da bi imel, tako da kakorkoli. Dejstvo je samo še ena stvar, se popolnoma strinjam s tem, kar je že bilo povedano. Dejstvo je samo to, midva seveda tudi na drugi strani sva tudi neke vrste komercialista, in želiva seveda tudi pripričati stranke, ki imajo še zmeraj v depozitih, da pač gredo na delniške trge, ker v končni fazi v času visokih inflacije je najboljše, da si ti v delnicah podjetij. Zakaj? Ker podjetja lahko v svoje končne produkte tudi že vračunajo višino inflacije, oziroma zdaj podjetja, katero imajo to pogajalsko moč. Tako da se strinjam, jaz v bistvu seveda treba takoj pa tudi reči zdaj vlagateljem, da takšno leto, kako smo ga imeli v lanskem letu, v letošnjem letu sigurno ne bo, tudi če ne bi bilo ukrajinske krize. Tako da jaz tudi strankam nekako rečem, da moj cilj je seveda, da imajo nekako v povprečju, vsak v povprečju okoli 6% zdaj donosa. Kakšno leto je slabše, kakšno leto je boljše. Tako da letošnje leto je sigurno bolj nemirno, kakor je bilo lansko leto. Tako da sem pa tudi mnenja, da v bistvu se je potrebno zdaj ta fokus iz vojne v Ukrajini seveda zdaj preseliti na gospodarstvo, da bi prišlo do teh številk, ki so jih napovedali tudi v vseh napovedih od ECB do našega Umarja in tako naprej. Naj tukaj samo dodam še, mi se zelo spogledujemo recimo z situacijo v 70-ih, ker tudi takrat so šli energenti močno gor, pa se je potem začela zidati ta inflacijska spirala, ki je trajala tam cirka desetletja. Recimo izkušnje z S&P-ja kažejo, da so prihodki relativno dobro sledili inflaciji. Se pravi, vse je jasno, inflacija meri rast cen, ceno pa itak dvigujejo podjetja. Je pa res, da takrat dobički so vse nekoliko zaostajala. Tako da tukaj bomo rekli, marža podjetij se je vsem v tem inflacijskem obdobju zišvala. Jasno, ljudje so želeli tudi višje plače, pa cene materialov, energije so rasle, tako da je tukaj bil pritisk na marže. In v luči tega S&P ni čisto sledil inflacija. Je pa dosti dober v bistvu nekako uspel to kompenzirati, sploh v primerjavi recimo z bančnimi prihranki. In to tudi tako, in to tudi študija recimo Goldman Sachsa za zadnjih 100 let za vse inflacijske dogodke tudi potrjuje, da delnica so neka zaščita. Nobena stvar ne nudi popolne zaščite pred inflacijo, ampak delnice nudijo dosti solidno zaščito pred inflacijo. Tako da v luči tega, kar smo prej rekli, da so slovenski varčevalci v bistvu izrazito vezani na banke, mislim, če tega prehoda ne bo zelo hiter, bodo rezultati tukaj slabi.
Zelo zanimiva diskusija. Jaz verjamem, da bi tole lahko nadaljevali še naslednje pol ure, ampak nažalost smo že kar krepko prišli čez naš dogovorjen čas. Zaradi tega bi se vama najlepše zahvalila za sodelovanje na temu našemu dogodku. Torej Alešu Lokarju iz General Investments in Urbano Beliču iz Ilirike. In seveda hvala tudi našemu občinstvu, da nas je spremljalo. Vsem želim lep preostanek današnjega dne. Lep pozdrav. Naslednje. Živijo.